Moje ime je Marko Pavliha in neskončno imam rad našo domovino in naše morje, zato bom glasoval proti. Po jutrišnjem ne bomo odločali o arbitražnem sporazumu in o nekem stiku Slovenije do odprtega morja, ampak bomo žal odločali o nesporazumu, o sporu in kratkem stiku, ki je razpolovil slovenski narod. In če ne bomo glasovali proti, bo zelo isto usodo doživel tudi slovenski Piranski zaliv. In proti moramo glasovati tudi zaradi nepreglednega in tihega nastajanja sporazuma oziroma nesporazuma brez dvotretjinske večine v parlamentu, ki, če bi bila dosežena, ne bi bilo treba tega težkega bremena prelagati na ljudi. In glasovati moramo proti, ker naj bi arbitraža določala kopensko in morsko mejo samo na podlagi mednarodnega prava, ne pa tudi na podlagi zunanje pravičnosti, brez katere pravična rešitev ni mogoča. In določala naj bi nekakšen stik, ki buri duhove, zopet brez zunanje pravičnosti, namesto da bi bilo izrecno napisano, da arbitraža samo ugotovi tisto, kar Sloveniji že stoletja pripada, namreč teritorialni izhod na odprto morje. In glasovati je treba proti, ker ni popolnoma nobenega jamstva, da bo Hrvaška res izvršila arbitražno odločbo, če ne bo všeč. In glasovati je treba proti, ker se Slovenija s tem sporazumom odreka vsem pridržkom pri odprtju in zaprtju pogajalskih poglavij pri pristopu Hrvaške v Evropsko unijo in se na ta način odreka pred zadnjemu pogajalskemu vzvodu. In ne nazadnje je treba glasovati proti, ker lahko arbitraža kadarkoli sprejme ukrepe, s katerimi ohrani obstoječe stanje, za katerega še koalicija trdi, da je slabo. Le ena je in nam vsem dodeljena domovina, ki jo krasita modrost in modrina. Zato moramo po jutrišnjem dokazati, da nismo nikakršna zakotna deželica na sončni strani Alp, ampak smo prav tisto, kar piše v ustavi, kar je narisano na našem grbu in narisano in zapisano na naši zastavi. Slovenija je evropska država na morski strani Triglava.